Ja, seveda. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, še enkrat torej lep pozdrav iz Marseja. Vsi v slovenski reprezentanci so presrečni zaradi te srebrne kolajne, mogoče še najmanj Toni Vodišek sam, presrečni pa tudi, da se je vse skupaj končalo. Da se je končala ta, lahko bi rekli, tudi mentalna vojna, mentalni boj, čakanja na pravi veter, na prave razmere, pa danes tudi seveda vse tisto, kar se je dogajalo že pred samo regato, da je na koncu tudi veter zdržal, je pa treba seveda športno priznati, da je bil razred zase v finalu Avstrijec Valentin Bontus, ki je torej olimpijski prvak, zgodovinski olimpijski prvak. Naj vam pa zdaj opišem samo še tole zgodbo, verjeli ali ne, sedim na tem električnem vozilu, ki ga drugače uporabljajo na golf igriščih, pelje me šoferka, ki je zadolžena za prevoz, tisti, ki so danes imeli komentatorska mesta, tako da če slišite tale veter, to ni razlog, da zdaj pa res zelo piha v Marseju, če ni pihalo v prejšnjih dneh, pač pa je to razlog, ker se zdaj le vozim proti mojemu komentatorskemu mestu in predlagam, da mi zdaj le raje prisluhnemo ne s mojim tegobam in mojim zgodbam, pač pa zgodbi Tonija Vodiška, srebrnega olimpijskega jadralca v razredu Formula Kite, ki je torej, ne glede na to, kaj se je danes zgodilo in da tudi v zadnjem jadranju ni bil tisti pravi, da je tudi padel v vodo, potem po prečkanju ciljne črte športno priznal premoč Valentinu Bontusu, ampak vseeno osvojil je srebrno olimpijsko kolajno, četrto kolajno za slovensko jadranje in drugo kolajno za Slovenijo na teh olimpijskih igrah. Zdaj ima torej Toni besedo. Vsega je konec. Vse trdo delo celega življenja, še posebej zadnjih 4 let. Ne bom rekel, da se ni splačalo in da nismo nič dobili od tega. Še vedno drugi na olimpijskih igrah, če povem sam, ni enostavno biti. Veliko truda, odrekanja in sedaj veselja, da smo pokazali, da tudi mi, majhna Slovenija, lahko se dajemo proti res velikim in močnim državam, kot smo jih imeli danes tukaj. In komaj čakam sedaj, da pride na vrsto tudi kaj časa malo zase, časa malo iti okoli z družino, s punco. In Ampak še prej bo pa treba počakati na razglasitev zmagovalcev, da boste stopili na zmagovalni oder in dobili srebrno kolajno olimpijskih iger. Je nekaj, ne? Če ravno ste razmišljali o drugačnem lesku. Ja, ni malo, tako kot naša Leški je prinesla že zlato v Sloveniji, ne le Sloveniji, ampak Kopru. Sem tudi jaz zdaj Kopru srebrno. In moram povedati, da sem ponosen, da lahko zastopam našo Slovenijo, suport, katerega sem dobil doma, nerealen, hišo, ki smo jo lahko imeli tukaj na voljo od Olimpijskega komiteja, zveze. Res neverjetno, trdo delo na koncu pride, se splača. Zadnja 4 leta ste gradili ta nastop na teh olimpijskih igrah in danes se je še enkrat pokazalo, kako pomembno je, da ste v ospredju po tistem rednem delu. Kajti, če ne bi vodili po tem rednem delu, vprašanje, kaj bi se zgodilo, kajti danes, to je treba priznati, niste bili pravi, ne? Ja, tako je. Nažalost, kajtanje, jadranje nasplošno ni enodnevni event, je cel tedenski event in vsak dan zgleda, nisem mogel biti najboljši jaz, ampak sem si pa z trdim jadranjem priskrbel to možnost, da tudi sedaj še vedno po ne najboljšem dnevu in napakah imamo in stojimo tukaj na drugem najvišjem mestu, kar ni enostavno, tako kot smo se smejali, če bi končali že prvi dan, bi pač bilo obratno, bil jaz prvi, Valentin se je bil takrat prvi, drugi ali tretji, tako da tele fanti, dekleta, vidite, koliko je pomembno ne delati in ne 100% dati le en dan, ampak konstantna. Moj trener vedno pravi keepers.
To so uvrstitve, ki ostanejo, te uvrstitve med najboljše. Zdaj pa, če greva skozi ta današnji dan, kaj se je pravzaprav dogajalo, glede na to, da ste bili še vsi na obali, vi ste imeli pa že točko in desetinko kazni? To bom povedal tako, da tudi jaz na začetku nisem vedel, kaj se dogaja. Jaz, ko sem prišel iz kontejnerja, ko sem se po segrevanju in vsem tem prišel sem videl na tabli, da se nekaj dogaja. Do manjše napake je prišlo, da mislim, da mi fantje niso prinesli čelade na plažo, ko so pregledovali stvari. Ampak, ja, zatem pa par minut, ne vem točno, kako se je zgodilo, tudi fantje mi niso vsega povedali, ampak pol je bil še en penalti, se mi zdi, da ko so prišli pregledovati, ni bilo nobenega na plaži, ampak tako, napake se zgodijo v življenju na največjem stageu doma in treba je ljudem pravičiti, to je še vedno ekipa, katera mi stoji ob strani in če bi vsakega dali na stran, ki bi naredil neko napako, ne bi prišli nikamor, bi bili povsod sami, tudi jaz delam napake in skupaj se učimo. Mogoče pa vse to skupaj bilo malo mentalno stresno in očitno je pustilo posledice, glede na to, kaj se je potem dogajalo na regatnem polju, sploh ta druga današnja regata. V prvi ni bilo važno, kateri boste prečkali ciljno linijo, v tej drugi je pa šlo za to, kdo bo olimpijski prvak in že na štartu ni bilo vse v redu. Vi ste izbrali desno stran regatnega polja, vsi ostali levo, že na štartu niste bili najboljši. Je vse skupaj pustilo posledice ali je šlo za kakšno drugo taktično varianto, pa ste se ušteli v le-te? S tem, da sem se odločil, da bom šel na desno stran polja, sem tudi sam malo riskiral s tem, ampak razmišljal sem, če bom vozil sam, da bom v čistem vetru, pol lahko največ naredimo. Ampak ja, vse skupaj, cel teden naporen čakanja, največ tega sonca in tako bom rekel, krivli ne bomo na koncu nobenega, smo ekipa, moramo držati skupaj in skupaj bomo šli tudi naprej. Valentin Bontus je bil res razred zase v teh finalnih regatah. Dali ste mu tudi zelo športno čelado dol, ko ste šli mimo njega, ko ste prečkali cilj. Res zaslužil si je to zlato kolajno, ne? Tako kot si je danes on zaslužil, si je po mojem res ni nobeden. Ne bom rekel, da mi ni malo žal, da nisem jaz tega dosegel, ampak kot tekmovalec, prijatelj, rival, mu zaželim vso srečo in mu tudi to privoščim. Mu pa povem, da bom prišel nazaj močnejši kot še nikoli do sedaj. Torej, jutri, no ja, po jutrišnjem bom rekel, glede na to, da si boste zdaj verjetno vzeli nekaj odmora, se začne projekt Los Angeles? Po mojem... Po jutrišnjem figurativno. Figurativno, tako, ja. Čeprav začeli smo vse to skupaj že, smo 5-6 let, ko me je oče dal na padalo in vse, tako da, ja, gremo, Los Angeles, here we come. Torej, v tretje gre rado, bomo rekli, potem, ko ste bili olimpijski mladinski podprvak, pa zdaj v članski konkurenci prvič Formula Kite na olimpijskih igrah, olimpijski podprvak, naslednjič pa, vsaj vemo, kaj pride potem, ne? Tako je, ja. Gremo in gremo biti zdaj, da je to neka šola, da vidimo, s čim se zadovoljimo in s čim ne. Toni Vodišak, samo še tole, videl sem, da vas je najprej objela mama, pa potem prijatelji, ki so prišli nekako semkaj, čeprav danes gledalcev niso spuščali sem na obalo. Kaj vam je mama rekla, kaj so vam rekli prijatelji, kako veseli so bili, ne glede na to, karkoli bi se zgodilo, za mamo bi bili sin številka 1, za prijatelje pa tudi prijatelj številka 1? Tako je, ja. Mama, mislim, ne vem, vam povem pa pravici, da mi je šlo že z glave vsi so mi zaželeli najboljše in izrazili, kako so ponosni name in upam, da ve, kako sem jaz ponosen in res lahko srečen, da imam tako dobre ljudi okoli sebe.
Toni, tudi Slovenija je ponosna na vas. Zdaj si oddahnite, potem se pa slišiva še enkrat, ko mi boste lahko povedali, kako težka je olimpijska kolajna. Tudi delček Eifflovega stolpa je v njej, ampak ne samo kako težka v resnici, kako težka, ko gledate vse tisto, kar se je dogajalo od začetka, od prvega stika z jadralom oziroma s padalom, z desko, z optimistom še prej. Torej, verjetno res mora biti ta kolajna zelo težka, ampak bomo preverili, ne? Takole, vam sporočim takoj, ko jo dobim. Hvala. Hvala tebi.